In lepo zdrav, dragi moji zeliščarji. Ja, smo že kar na dobri polovici maja in kot lahko vidite, se je tudi pri nas začel tale naš zeliščni vrt lepo bohotiti. Glede na to, da smo kar na visokem, je letos malenkost v zaostanku s tistimi, ki so v nižini. Danes bomo govorili o eni dobro znani rastlini, mislim, da jo že poznate, in to je sicer seveda melisa. Melisa letos je pri nas malenkost bolj pozna, v nižinah ste jo že verjetno nekaj nabirali, vendar kljub temu jo lahko nabirate še do konca maja in potem cel junij, seveda pred cvetenjem. Takrat imam največ tistih svojih eteričnih olj v sebi. Nabirate jo v suhem vremenu, sončnem vremenu, čeprav nam zadnje čase vreme nekoliko nagaja. Kljub temu pred nabiranjem počakajte vsaj 3 dni, da se rastlina, da se listi dobro posušijo in napolnijo spet s svojimi eteričnimi olji. Torej, nabiramo jo pred cvetenjem. Najboljše je, da jo porežete kar celo rastlino in tudi celo rastlino posušite in šele kasneje osmukate listke s stebel. Tudi stebla lahko uporabite zraven, jih ni treba zavreči. Če pa ne želite, pa lahko stebla uporabite pri pripravi raznih zeliščnih siropov. Torej, njeno delovanje je predvsem, da krepi živce, nam povrne voljo do življenja in nekako ustvarjalnosti, kar zadnje čase, bomo rekla, v tem kriznem času kar potrebujemo. Potem na primer v času menopavze je zelo nepogrešljiva rastlina, tako da ženske v zrelih letih že kar dobro posežite po njo. Zelo dobra je v kombinaciji tudi s črnodeteljo. Priporoča se tudi doječim materam, saj pospešuje izločanje mleka in pa povečuje količino mleka. Vsebuje njeno glavno delovanje, no, je predvsem to, da nekako umirja, torej nas pomirja, deluje kadar smo bolj pod stresom, pomirja razne krče, ureja prebavo, krepi, poživlja srce, razkužuje celi rane. Kadar imamo, ne vem, kadar pride do aritmije, torej premočnega bitja srca, je zelo dobro, da jo uporabimo. Uporabljamo jo tudi pri vseh ženskih težavah, če so kakšne neredne menstruacije, beli tok. Če imamo na primer težave z nervoznim glavobolom, potem si takrat lahko obložimo čelo in zatilje s svežimi listi, malenkost jih zmečkamo, da sprosti tisto svoje eterično olje in si pač naredimo tako oblogo, ki jo damo na čelo in potem pomaga, da ti glavoboli hitreje minejo. Meliso lahko uporabljate torej kot čaj, kot poparek. Lahko jo namočite v alkohol in si naredite tinkturo. Lahko si iz nje pripravite tudi mazila, torej da jo prej namočite na olivno olje in si iz nje pripravite razne macerate. In potem tisto olje oziroma kasneje mazila uporabite pri masaži, torej pri revmi, protinu, če imamo utrujene ude, če so kakšni take podplutbe od udarcev. Je zelo medovitna rastlina, zato jo priporočamo vsem, ki radi poskrbite za čebelice, da jo posadite, da jo imate v svojem vrtu.
v tistem času jo pač potem porežete samo enkrat na leto in pustite kasneje, da zacveti, saj je torej odlična paša za čebeli. In pa čebele, v bistvu melisa oziroma ta cvetni prah, ki ga čebele nabirajo, utrjuje zdravje čebel, jih pomirja, s tem razkužujejo se čebelnjake in panje. Včasih, ko kakšen čebelji roj pobegne, uporabljajo melisine šopke in tako roj čebel zvabijo nazaj v čebelnjak. Torej, melisa, bogata z čreslovinami, eteričnimi olji, vsebuje veliko vitamina C, pomaga pri krepitvi našega organizma. Vsestranska rastlina. Svežo rastlino lahko uporabite tudi pri, naprimer, če pečete kakšna peciva in delate potem kakšne nadeve, tudi naprimer pri pečenju potice. Lahko dodate namesto, da delate tisto klasično pehtranovo potico, pa naredite melisino. Mogoče kot ideja, tudi v piškote zelo dobro paše, lahko uporabite svežo ali pa posušeno. Želim vam lep dan, pa veselo nabiranje. Čao!